Pozdravljeni. Danes bomo skušali ugotoviti, zakaj je prihod Lewisa Hamiltona v Ferrari čisto drugačen od tistega, ki smo ga videli pred desetletji, ko je v skuderijo iz Maranella prišel Michael Schumacher. V zgodovini skuderije Ferrari smo že mnogokrat videli, da so v ekipo prišli vozniki, ki so na primer že osvojili naslov svetovnega prvaka. In seveda, tu moramo citirati, poleg že omenjenega Michaela Schumacherja, na primer Alaina Prosta, ne smemo pozabiti na Fernanda Alonsa in ne tudi na Sebastiana Vettla. Ampak prihod Lewisa Hamiltona je izjemno pomemben, namreč Lewis do tega trenutka je tisti voznik, ki ima na primer rekord po številu zmag, si deli prvo mesto po številu naslovov prav že s prej omenjenim Michaelom Schumacherjem in še bi lahko naštevali. Ampak pravzaprav prihod Schumacherja v Ferrari je čisto drugačna zgodba od tiste, ki jo bomo videli s Hamiltonom. Namreč najetje tega nemškega šampiona je bil le del dolgoročnega načrta, ki sta ga skovala takrat Luca Cordero di Montezemolo ter Jean Todt. Namreč poleg Michaela Schumacherja je v nekaj letih v Ferrari pristopilo skorajda vse vodstvo, kar se tiče tehničnega ter športnega področja, iz takratnega Benettona. In poustvarili so tisto zgodbo o uspehu, ki je čez nekaj sezon dobesedno postavljala rekorde in pisala zgodovino. Ampak lahko pričakujemo nekaj podobnega tudi od sezone 2025 naprej? Sam seveda nimam odgovora, ampak rad bi opozoril na nekatere bistvene razlike, ki verjetno so marsikomu izmed vas tudi že očitne. Najprej ta, ko je Michael Schumacher z Benettonom osvojil drugi naslov, je bil na štartnem razporedu nedvomno najboljši voznik. Če se malce ozremo, koga je imel takrat za konkurente. Imamo Damona Hilla, Jacquesa Villeneuva, Mika Häkkinen se je v bistvu še kalil in pravzaprav najboljši takrat je bil edino Michael. Zato njegov prihod v Ferrari je nekako sam po sebi umeven, seboj je prinesel številko 1 svetovnega prvaka Formule 1 in praktično odprl pot mnogim sodelavcem. Takrat v Ferrariju je bil kot tehnični direktor še zmeraj prisoten legendarni John Barnard, ki pa pravzaprav je bil v velikem zatonu. Počakati je bilo potrebno še nekaj let, da je prišel na primer Rory Byrne, Ross Brown in vsi ostali. In treba je razumeti še nekaj. Jean Todt je razumel, da praktično tak prvak, kot je Michael Schumacher, poleg sebe rabi drugega voznika, kar ni nič takšnega in spornega. Namreč nihče izmed nas ne bi smatral Eddija Irvina, Rubena Barrichello ali Felipea Masso kot tistega naravnega vodjo, ki bi ekipo popeljal novim naslovom svetovnega prvaka nasproti. V Ferrariju, ki ga bomo videli z Lewisom Hamiltonom, bo zgodba verjetno malce drugačna. Mnogi izmed nas, navdušencev, se že odkrito sprašujemo, kako bo potekalo sobivanje med Charlesom Leclercem in Lewisom Hamiltonom. In poleg tega v mnogih virih
že prihajajo na površje, je članki, koga bi Lewis Hamilton rad odpeljal s seboj. In seveda logično je, da nekateri mu bi lahko tudi sledili, ampak ne bo šlo za tako spremembo, praktično kot smo jo videli od leta 96 naprej pri Ferrariju. Govori se o Bonu, govori se o Šovlinu, ampak ne gre za tisti kader, ki je pravzaprav naredil Mercedesa velikega. Naprimer Aldo Costa, ki je bil v osnovi tisti inženir, ki je zrisal vse tiste fantastične Mercedese, je tja pravzaprav prišel iz Ferrarija. In ne smemo pozabiti, da tudi mnogi drugi inženirji pravzaprav nazaj v Ferrari nočejo, naprimer Ellison, ki je bil iz Ferrarija, takrat še pod komando samega Marchiona dobesedno izgnan. Ne smemo pozabiti na nekaj, da že prej omenjeni Rory Byrne še zdaj svetuje Enricu Cardileju in njegovi ekipi in gre za človeka, ki je že krepko zakorakal v 80. leta. In tu je vprašanje, ki se verjetno mnogim izmed nas poraja. Namreč bo bolid Scuderie Ferrari primeren za Lewisa Hamiltona ali bo na nivoju tistega, kar smo videli, naprimer v sezoni 2020, 21, 22, 23, v prihajajoči sezoni 2024 še ne moremo govoriti, kajti videli nismo pravzaprav nič. In verjetno marsikdo se je začel spraševati, zakaj je Lewis Hamilton se tako odločil in prestopil v Ferrari. So bile v ozadju res sanje ali gre morda za neko finančno prepričevanje? Dobili smo, kot sem že omenil, tudi zapise o tem, da naj bi Lewis Hamilton zaslužil 80 milijonov evrov na sezono, kar je fantastična vsota in bi verjetno prepričala marsikoga izmed nas. Ampak po drugi strani prihajajo tudi novice o tem, kako pri Mercedesu so pravzaprav pred začetkom sezone 24 začeli spraševati Lewisa Hamiltona, ali bo tudi nadaljeval v sezono 2025, kar bi ga nekako porinilo v naročje same Scuderie. Ampak sam se začnem spraševati, ukolikor so pri Mercedesu imeli dvome o uspešnosti Lewisa Hamiltona, zakaj je kar naenkrat postal za Ferrari dober. Namreč tu bi se lahko začeli spraševati, ali je prestop Lewisa Hamiltona v Ferrari zgolj športne narave ali pa tudi bolj komercialne in morda celo politične. Namreč predvsem v Italiji je Formula 1 šport, ki se mu sledi s strastjo in Ferrari je na vrhu med preferencami. Lewis Hamilton v Ferrariju morda mnogim navdušencem podarja sanje. In poleg tega menim, da bodo prodali kar nekaj milijonov spominkov v rdeči barvi, seveda številko 44. Ampak to ni toliko važno. Namreč lastniki Ferrarija so udeleženi tudi v Stellantisu in prav tam obstaja možnost, da bi začeli nekatere tovarne zapirati. O tem sem govoril že v predhodnem prispevku. Pravzaprav, če se mi dovoli neko usporednico, prihod Lewisa Hamiltona v Ferrari je podoben tistemu, ki smo ga videli pred leti, ko je Cristiano Ronaldo prestopil v Juventus. Seveda, obe ekipi sta v lasti družine Elkann Agnelli. In tu se poraja tisto prvo vprašanje, je bila ta poteza res premišljena ali pa solo akcija samega predsednika, lastnika Johna Elkanna. Znan je potem, da pravzaprav z vsako svojo izjavo naredi vtis, da pravzaprav kaj dosti o Formuli 1 ne razume.
In tu bi vas rad spomnil na tisti stavek, ki je postal skorajda že legendaren. Ni važno, če si prvi, če zmagaš dirke, bolj je pomembno, da imaš najhitrejši krog, kajti tako si dokazal, da si najboljši. In seveda, take izjave pravzaprav prehajajo dokaj hitro v tisto področje urbanih legend. Ampak John Elkann je prepričal po pričevanjih samega Lewisa Hamiltona in tako naredil nekaj za Ferrari. Ampak vprašanje je, ali je naredil dobro ali slabo. Mnogi novinarji so prestop Lewisa Hamiltona v Ferrari nekako poimenovali kot zadnji ples, The Last Dance, in seveda tu so hoteli morda celo ironično citirati tisti dokumentarec o fantastičnih sezonah Chicago Bullsov in seveda Michaela Jordana. Ampak vprašanje je več kot očitno, ko je prišel Michael Schumacher v Ferrari, ne le, da je bil najboljši voznik na tržišču v tistem trenutku, imel je kar še ogromno sezon pred seboj. In Lewis Hamilton v tem trenutku ni edini dober voznik na samem štartnem razporedu. In pravzaprav njegov čas, vsaj po tistih normalnih predpostavkah, se dobesedno izteka. Koliko sezon bo lahko preživel pri Ferrariju? 2, mogoče 3, več dvomim. In seveda, tu se poraja vprašanje, zakaj je smiselno imeti tak prestop. Seveda, v tem trenutku vsi govorijo o praktično genialni potezi, ampak potrebno bo počakati rezultate. Sam sem skeptičen, ker skeptičen sem že po naravi. Ampak sprašujem se, kaj bojo dejali mnogi, ki sedaj hvalijo to potezo, če slučajno konec sezone 2024 bomo ugotovili, da je bil Mercedes tisti, ki je napravil boljši bolid. V vsakem primeru vidimo, da pravzaprav tistega, kar se je dogajalo v preteklosti, ne moremo enačiti s tistim, kar lahko pričakujemo v prihodnosti. Razlik je preveč. Ampak tudi ta menjava okolja za Lewisa Hamiltona bo nekako zahtevala določeno prilagajanje. Znan je po svojih radijskih zvezah, po svojem pritoževanju, ki morda v Ferrariju nekomu ne bo všeč. Se kdo spomni Alena Prosta, ko je bil v Scuderiji in takrat svojega Ferrarija po okretnosti, po seveda sposobnosti zavijanja primerjal z tovornjakom. V sekundi je bil brez sedeža. In seveda tudi tu ne smemo pozabiti, da pravzaprav šampioni kot Sebastian Vettel in Fernando Alonso so bili blizu temu, da bi osvojili naslov svetovnega prvaka, ampak ne prvemu in ne drugemu ni uspelo. In ne bi rad ponavljal, ampak v obeh primerih se tudi odnos s skuderijo Ferrari ni zaključil na nek, recimo temu, prijateljski način. Lewis Hamilton, po mojem osebnem mnenju, si želi biti največji. In to ga verjetno enači z marsikom drugim, ki se nahaja na štartnem razporedu. In če odštejemo Juana Manuela Fangea, praktično vsak svetovni prvak Formule 1, ki je naslov osvojil večkrat, je to napravil v eni ali kvečjemu 2 ekipah. Nikomur po Fangeu to ni uspelo s 3 različnimi strukturami in tu se ne bomo spuščali v podrobnost konstruktorjev. Ampak zadeva je zanimiva. Ukolikor bi Lewisu Hamiltonu uspelo s Ferrarijem, bi se lahko ponašal tudi s tem. Čeprav v mojih očeh je to približno na podobnem nivoju, kot je bil poizkus Fernanda Alonsa, da osvoji trojno krono motošporta, ki je, kot sem že mnogokrat omenil, neke vrste izmišljotina samih novinarjev.
Bojim se, da bo ta zadnji ples Lewisa Hamiltona podoben tistemu, ki smo ga videli pri Valentinu Rosiju. Ogromno pozornosti, ogromno pričakovanj, ampak kar se tiče rezultatov na koncu za mnoge navdušence, žal zelo malo. In verjetno je marsikdo pozabil tisto, kar je pred mnogimi desetletji povedal Enzo Ferrari. Namreč nekoč je dejal, da vozniki pridejo in grejo, Ferrari ostaja. A danes za to kratko primerjavo pa seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.